Ta teden se je v Kopru začel s podelitvijo priznanja občanom, ki svoj prosti čas namenjajo pomoči drugim. Prireditev, na kateri so počastili najboljše prostovoljce in najboljše mentorje prostovoljcev, je bila organizirana v Pretorski palači. Dogodka sta se udeležila župan Mestne občine Koper Aleš Beržan in direktor Slovenske filantropije Franci Zlatar. Priznanja so bila podeljena v 3 kategorijah: mladi do 30 let, od 30 do 65 let in starejši od 65 let. Prostovoljstvo v Mestni občini Koper se je izvajalo na več področjih, in sicer v zdravstvu, socialnem delu, kulturi in drugod. Najmlajša prejemnica priznanja je bila Julija Rozman, ki je letos opravila 59 ur prostovoljnega dela. So mi vsi govorili doma, in prijatelji, ki so bili tudi povabljeni, da ne bomo nič dobili in da če bi kaj, bi nas kontaktirali in vprašali. In ko sem povedali, da bom dobila, sem se začela jokati, ne morem. Opravljali sem prostovoljsko delo v času izven pouka, ko sem opravljala šola in delala sem z otroci, hodila sem v 1. razred pomagati domačo nalogo. Priznanja so bila podeljena tudi mentorjem prostovoljcev, med njimi tudi Mariji Jereb, ki je prejela nagrado za življenjsko delo na področju prostovoljskega mentorstva. Za njo je več kot 40 let prostovoljnega dela v območnem združenju Rdečega križa Koper. Povejte mi, prosim, ste pričakovali to priznanje? Sploh ne, kajti jaz nikoli nisem delala zato, da bi dobila nekam priznanja, ampak zato, ker je potrebno v mladih, ki imajo velik potencial, vzbuditi sočutje, potem spoštovanje in da darujejo. Kajti darovanje je tudi del Rdečega križa. In potem, ko ti ugotoviš, da imamo toliko dobrih ljudi, toliko otrok, neznansko veliko, si ponosen, tako kot sem povedala že v zahvali, da prostovoljstvo je nekaj, kar se daruje in ne kupuje ali prodaja. In prostovoljstvo je temelj človekovega obstoja.